Mislim, 15 minut nazaj sem prevzel avto in bilo vreme obupno. No, takole je bilo. Zdaj pa sonce. Ok, tam ne vse malo oblači. Očitno je res, da je dan takoj lepši, ko se usedeš in odpelje z Mazda MX-5. No, ampak preden se usedem in odpeljem, vam pokažem eno stvar, ki me vedno znova fascinira. Ta ogromen prtljažnik, no, v bistvu ni ogromen, je pa glede na majhnost avtomobila vse zelo, zelo prostoren. Evo, en kup robe. No, če pa še to ni dovolj, ne? Pa potem lastniki dajo tule gore en tak majhen prtljažnik, pa nanj še en kovček ali pa dva. Kdor še nikoli ni vozil Mazda MX-5, ne bo razumel, zakaj je ta avto tako briljanten in mu bo tako jasno, ko se bo z njo zapeljal. Tole je eden najboljših približkov vozniške ekstaze, ki jih avto sploh lahko ponudi. Seveda so še boljši, hitrejši, bolj zmogljivi in bolj dragi avtomobili, ampak če želite avto za 32 ur in smešno majhnimi stroški, potem je tole to. Majhnimi stroški, ja, 1,5 litrski motor porabi 6 ali pa 7 litrov, odvisno kako živahni boste, 16-palčne gume so poceni, strošek zavarovanja in registracije pa je enak kot pri vsakem ostalem normalnem avtomobilu. Ob tem pa boste dobili takšen avtomobil, ob katerem se vam bo zazdelo, da so vsi ostali le kup nepotrebnega pleha s preveliko maso. In wow, po novem ima še matrične ledice, da vam niti žarnic ne bo več treba menjati. Občutek na volanu je odličen, neposreden, zelo direkten, tako dober, kot bi imel dlani dejansko na tleh. Majhnost poskrbi za okretnost, precej čvrsto podvozje za vrhunske podatke o dogajanju na tleh, zadnji pogon za neke zabave, precej majhen motorček s 132 konjički pa ob majhni masi avtomobila in ob majhnih merah za odlične vozne lastnosti. In tale menjalnik, tole je najbrž najboljši ročni menjalnik na svetu s kratkimi in ultra natančnimi gibi. Sam bi sicer raje izbral močnejšo različico, torej z 2-litrskim motorjem in s trdo streho, torej RF-ko, ker se mi tukaj le včasih zdi, da na suhi podlagi ne zmore pomigati dovolj z zadkom. Vse ostalo je briljantno. A ja, in tudi piha ne preveč, kar pomeni, da dejansko kape ne bi potreboval, ampak je ravno tako lepa. Tole je najbrž avto z najhitrejšo platneno streho na svetu. 2 sekundi, evo, pa je dol. In najbrž avto, ki ti najhitreje prinese nasmešek na usta, čeprav je na papirju v teoriji v bistvu precej slab. Ni posebej prostoren, ni posebej udoben, ima zelo močnega motorja, na avtocesti je bolj glasen od večine ostalih avtomobilov. Vsak bolj normalen avto ga v marsičem poseka. Ga pa ne v tistem, kar v bistvu edino šteje in prinaša užitke. V vozniški ekstazi, zato ker imejte svoje križance in z njimi prevažite karkoli hočete, jaz bom imel pa tole. To sem rekel ženi dejansko, da naj na dopust ona pelje otroke in prtljago, jaz grem pa s tem. Vikam jo pa zato, da je se ne prezizila. Ampak buške pa nimam, sem še zmeraj dosti hiter.